sem imel 5 dni nazaj gorsko nesrečo, izpah leve rame. Res sem nekajkrat prav zatulil od bolečin. Najlepša hvala Gorski reševalni službi Bohinj pa helikopterski enoti Slovenske policije. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Kot verjetno vas večina še ne ve, sem imel 5 dni nazaj gorsko nesrečo. Posledica je bila izpah leve rame in sem rekel, se malo oglasim, pa malo povem, kako je vse skupaj potekalo. Se pravi, do nesreče, med nesrečo in pa potem tudi do prihoda reševalcev, potem prihod helikopterja, vožnja v bolnišnico Jesenice in tako naprej. No, najprej se moram res iskreno zahvaliti Gorski reševalni službi in pa tudi seveda helikopterski enoti Slovenske policije, da so me pač varno in pa uspešno prepeljali v splošno bolnico Jesenice. Zahvala gre posebej enemu reševalcu iz postaje GRS Bohinj, ki je bil z družino na pohodu zelo blizu moje nesreče. Seveda po mojem klicu na 112 je tudi on dobil pač poziv in je bil v 15 minutah pri meni, kar mi res zelo veliko pomenilo, ker sva pa čakala še helikopter kar kakšno uro. Policija in vsi gorski reševalci res kapo dol, tako da res so me super oskrbeli. Tudi zelo inovativni so bili glede mojega transporta v helikopter, kar bom povedal nekaj več kasneje. Tako da res še enkrat najlepša hvala Gorski reševalni službi Bohinj pa helikopterski enoti Slovenske policije. To nedeljo sem se odločil, da grem kar v solo izvedbi, se pravi sam, malo raziskovati. Štartal sem malo pod Soriško planino, se s ceste proti Baškemu sedlu povzpel na vrh Šavnik, seveda tudi po brezpotju. Potem sem pa nadaljeval pač po planinski poti z Šavnika na planino za Šavnik in pa na Možic. Potem sem se pa odločil, da grem z Možica po nemarkirani lovski stezi, ki je tudi zelo slabo prehodna, po severnem grebenu naprej proti Soriški planini. Ta severni greben je pa zanimiv predvsem zato, ker se z neke točke vidi na oba jezera, se pravi na Bohinjsko in pa na Blejsko jezero. To točko sem pač hotel doseči, ampak mi žal ni uspel. Se je nesreča zgodila prej. S Možica sem se stopal dol po severnem grebenu in nekje sem zgrešil to lovsko stezo in sem prišel v Ruševje in pa kar naenkrat sem se znašel kar pred precej veliko strmino, poraščeno z Ruševjem. Sve sem rekel, tam je bilo samo 20 metrov za prečeti, sem rekel, grem, tam je bilo spodaj, je bilo že en tak lepo prehoden teren, tak travnik. Ko sem rekel, grem čez ta Ruševje in seveda mi kmalu spodrsne, se ujamem za rušje s levo roko in pač leva roka oziroma rama ni zdržala in se mi je izpahnila iz ramenskega sklepa. To sem jaz takoj začutil, ker ramo sem jaz imel izpahnjeno že leta 2016 in sem takoj vedel, da gre za izpah.
Tako da glede na to, da me najprej prvih 5 minut še ni tako grozen bolel, sem rekel, še se stopim dol, saj tam le do Bukovega gozda, ki je bil malo lažji teren. Sem nekako se stopil, potem sem si še sam probal ramo naravnati, seveda mi ni uspel, tako da sem potem se usedel na majhen bolj ravninski prostor in poklical 112, sprav center za obveščanje, ki so me potem vezali na gorsko reševalno službo. Potem je pa takoj dispečer gorske reševalne službe, ki se mu tudi najlepše zahvaljujem, seveda povedal, da naj dam koordinate, kje sem. Seveda to sem takoj naredil. Povedal mi pa tudi, da helikopter še nek lep čas ne bo na voljo in da bo pač treba počakati na klasično reševanje, zaenkrat, da pridejo peš in potem se bomo odločili, ali mi bojo pač peš prenesli v dolino ali pa če bo helikopter že na voljo, bom pač šel s helikopterjem. Pač jaz sem mu rekel, da bom sicer poskušal še malo iti peš dol, ker se je pa izkazalo, da ni bilo možno, tudi metra več ne. No, potem mine dobrih 10 minut, že zaslišam glas od reševalca, kje se nahajam. Seveda sem takoj zavpil nazaj, tukaj sem. Tako da je bil res v 3-4 minutah od takrat pri meni. To je seveda ta reševalc, ki je bil z družino v bližini, prav na vrhu Možica. Tako da je res ekspresno hitro prišel do mene. Seveda on ni imel nič, nobene stvari s seboj za reševanje, ker je bil pač z družino na izletu. Ampak mene je ogromno pomenil, da je bil tam z mano, da so počakala pač na ostale reševalce. Reševalc je javil, glede na moje stanje, da bo klasično reševanje težko. Kot prvo zaradi zahtevnega terena, kot drugo pa tudi zaradi moje poškodbe, ker bi vsak treslaj bil ogromna bolečina. Tako da je potem dispečer izvedel, da helikopter prihaja v približno 45 minutah, tako da sva to z reševalcem počakala. Medtem so bile bolečine vedno hujše. Ob najmanjšem premiku roke sem začutil neznosno bolečino, tako da sem roko lahko samo v enem položaju. No, potem pa res pride helikopter, približno po 45 minutah. Bil sem v gozdu, helikopter tam v gozdu ne bi mogel spustiti vitla oziroma zajle, da me privežejo in potegnejo helikopter. Tako da se je zdravnik nekaj metrov od mene stran spustil dol po vitlu z helikopterja. Zdravnik in pa reševalec letalec nista mi prinesla pač sredstvo proti bolečinam in pa sta povedala seveda, da mi bo ta poskušala naravnati ramo nazaj v sklep. To sredstvo proti bolečinam seveda jaz začnem vdihavati. Sem bil kar hiter, že po domače povedan, zadet, tako da sta pričela s uravnavanjem rame v sklep, kar pa jima ni uspel tam na licu mesta. Medtem je pilot helikopterja sporočil, da pač ne more več čakati in da bo šel na letališče Brnik natankati gorivo in da pride nazaj. V teh približno dobre pol ure so meni seveda še naprej poskušali naravnati ramo. Potem smo se premaknili, se pravi tam, ko bi lahko me helikopter pobral, tako da tam sem šel tistih 10 metrov, sem lahko šel potem peš, ker so bile bolečine vseeno malo manjše. No in tam so me še enkrat dali ležati in še naprej so probavali z uravnavo rame. In ni šlo. Ker so bili kljub protibolečinskemu odmerku bolečine prehude, res sem nekajkrat prav zatulil od bolečin. Tako da so se odločili, da mi bojo tam ramo oziroma roko imobilizirali pred prihodom helikopterja. Zdaj seveda jaz sem roko lahko samo v enem položaju in je bilo kar težko imobilizirati. Tako da so se res spomnili izjemne domislice, bom rekel. Pod pazduho so mi dali blazino. To je bila
napihljiva blazina, tako da se mi lahko roko dvignili v ta položaj, ki mi je meni najbolj pasal. Seveda so mi še to roko in pač povezali z vratom, da je bilo to nekako stabilno, da so me lahko dvignili v helikopter brez prehudih bolečin. To jim je tudi uspelo. Zdaj v nadaljevanju si pa lahko pogledate video, kako so me dvigali v helikopter. Vseeno je še močno bolelo, boste videli moje grimase, ampak je šlo. Ta posnetek seveda ni moj, snemal me je reševalec letalec, ker me je seveda tudi vprašal, če lahko posname, sem rekel seveda. No in evo, ta posnetek mi bo zdaj tudi prav prišel za tale video. In tako se je pač moje reševanje počasi končalo. Seveda vmes so prišli tudi pešaki, se pravi tudi gorski reševalci na klasičen način do mene, tako da so tudi oni seveda pomagali pri imobilizaciji. Poslali so mi tudi nekaj slik, tako da vam zdaj še pokažem teh nekaj slik in jih še malo pokomentiram. Tukaj so me privezovali na voziček za transport v helikopter. Dvig z vitlom skozi precej gosto drevje. Bilo je pa v bistvu helikoptersko reševanje, kot smo šele kasneje videli, kar nevarno. Vse naokoli je pač bil gost. Helikopter je pač lebdel nad krošnjami in je seveda ustvaril ogromen vetrovni stržin. Tako da je kar naenkrat se pred nami znajdel en smrekov vrhač, en smrekov vrh, ki je padel samo 2 metra od nas. Je bilo v bistvu, pa smo videli, kar nevarno, ampak sreč ni nobenega zadev. Če ne bi bilo, ne vem, če ne bi še kakšen poškodovan. Res smo imeli tudi srečo, no. To seveda tudi ni nihče pomislil. Možno seveda tudi, da je bila smreka že malo polomljena in samo ta vrh od smreke odneslo dol. Ampak ja, je bila v bistvu kar sreča, tako da samo reševanje iz gozda je bilo tudi kar zahtevno. Potem so me v parih minutah pripeljali v bolnišnico iz Senice. Tam so me prevzeli seveda ostali zdravniki in začeli z uravnavanjem rame, ki se spet ni takoj dala, tako da so mi potem po 10 minutah dali še neko učinkovino za relaksacijo mišic, tako da so nekako te mišice v rami popustile, da je rama skočila nazaj v sklep. Zdaj me pa čaka zdravljenje, rehabilitacija, minimalno 2 meseca na bolniški, tako da zaenkrat se Raj na zemlji za en čas poslavlja. Bosta sicer v nadaljevanju še 2 videa, eden z Bosne in Hercegovine, eden pa z jame pod Babjim Zobom, to, kar sem posnel pač prej, potem pa verjetno kakšen mesec nič, oziroma bomo videli, no, mogoče pa naredim kakšen lažji izlet, ker hodim pač lahko. Upam, da vam je bil tale video všeč. Če vam je bil, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji. Zasledite tudi naju na Instagramu in pa na Facebooku v skupini Raj na zemlji. Tako da lepo se imejte. Čau!